Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Popraznična zdravstvena svetovalnica se začenja. Lepo zdrav vsem spoštovani poslušalci v studiu, pa lepo pozdravljam tudi primarja, kirurga iz medicinskega centra Iatros, gospod Valentin Sojer. Dobro jutro. Dobro jutro. O teh težavah, ki se marsikdaj zgodijo po prazničnih dneh, ko živimo drugače, bova spregovorila, kar se odraža tudi v naši prebavi. Zakaj pravzaprav začniva pri tem vprašanju, se tako hitro lahko to pozna pri našem prebavnem sistemu? Ja, prebavni sistem je pravzaprav kar en velik organ, če lahko tako začneva, ki v bistvu se začne nekako pri ustih in konča pri zadnjiku. In seveda vse, kar je vmes. In ne nazadnje lahko rečemo, da je del prebavnega sistema tudi nos, in ne nazadnje tudi oči. Vsak se bo vprašal, kako je to mogoče, zato ker včasih, če vidimo kakšno dobro hrano, se nam že malo pocedijo sline in seveda, če zavohamo nekaj, kar je prijetno ali pa morda celo neprijetno, nam to tudi na nek način zbudi lahko apetit. Zato lahko rečemo seveda, da je prebavni sistem širši kot samo tisto od ustnic pa do zadnjika. In seveda kot tak je to, smo rekli, velik organski sistem in vsi veliki organski sistemi v telesu načeloma so tako narejeni, da služijo seveda najprej svojemu namenu, po drugi strani pa lahko kar na zelo različne načine reagirajo na zunanje vplive. In če rečemo, da prebavni sistem seveda je predvsem namenjen temu, da zaužijemo hrano, jo presnovimo in izločimo tisto, kar ni. Po drugi strani je pogosto prebavni sistem tudi, rečemo, stresni organ. Stresni organ pa pomeni, da v bistvu ob nekih spremembah, ki so lahko zunanje ali notranje, pride do nekih sprememb v delovanju. Tako da, če recimo to nazorim s tem, da recimo pri nekaterih, ki imajo težave s pljuči, lahko ob določenih stresnih situacijah pride do tega, da dobijo na primer napad kašlja. In potem seveda, če rečemo, kako pa je prebavni sistem, če pride do nekih sprememb v smislu nekega stresa, pritiska od zunaj, potem lahko prebavni sistem odreagira tako, da ne deluje več tako, kot pa običajno. In seveda so ti odzivi različni, na različne načine se kažejo, ker se ljudje razlikujemo med seboj. Velikokrat se pojavi zaprtje. Kako potem si pomagati? Ja, zaprtje je pravzaprav eno od simptomov motenj v delovanju prebavnega sistema, zato da vemo, kako pravzaprav zaprtje oziroma kaj zaprtje je potrebno ga najprej definirati. Zdaj strokovno zaprtje definiramo tako, da se v bistvu odvajanje spremeni na ta način, da ima človek ob odvajanju težavo. Zdaj, odvajanje normalno, rečemo, da je lahko enkrat na 3 dni, lahko tudi do 3-krat na dan, ob tem, da človek nima težav. O zaprtju kot takem govorimo pa to, da je to več kot pa na 3 dni, da se mora človek ob tem naprezati in lahko ima tudi bolečine ob tem, ali pa da se težko izprazni. Skratka, ob tem nastanejo neke težave. To je definicija zaprtja. Ja, in če se to torej zgodi oziroma kar dogaja pogosto, na kar ste rekli vpliva marsikaj iz okolja, kaj storiti, da bi zadeva stekla? Ja, tako. Zdaj zaprtje kot tako je tako, da nastane na nek način znotraj telesa, to se pravi, da obstajajo neki razlogi, zakaj človek ne more pravilno odvajati, in drugo so vzroki, ki nastajajo nekje zunaj, ki potem vplivajo na delovanje prebavnega sistema, to, kar sva že prej malo opisala. Tisto, kar je znotraj, večinoma gre za to, da če so to notranji vzroki, pomeni, da se običajno črevesna vsebina zelo počasi pomika po črevesu, in ko se zelo počasi pomika, je potem v tem času postane vsebina zelo čvrsta in jo je težko izločiti. In temu rečemo nekako primarno zaprtje.
Seveda pa obstaja tudi zaprtje, kjer je sicer potovanje črevesne vsebine skozi prebavno cev normalno, vendar nastane težava v samem izločanju. Tako da imamo tako imenovano zaprtje zaradi počasnega prehoda in pa zaprtje, ki nastane zaradi težav pri izločevanju. In verjetno je potem pomoč oziroma ukrepanje odvisno od tega. Pomoč je seveda različna. Zdaj takrat, kadar gre za počasen prehod, skušamo na različne načine to pospešiti. Večinoma moramo pomagati ali z načinom prehranjevanja, morda tudi s kakšnimi dodatki, ne nazadnje tudi z odvajali. In seveda vse to potem lahko privede do izboljšanja, ki v bistvu je že kar rešitev problema. 01 512 10 00, tako o začetkih današnje svetovalnice, o torej počasni prebavi bi lahko rekli in zaprtju. Primarij kirurg Valentin Sojer je z nami iz medicinskega centra Jatros. Vaše vprašanja pa pridejo zdaj na vrsto, torej 01 512 10 00. Poleg počasne prebave, poleg zaprtja je lahko posledica teh prazničnih pregreh, če tako rečemo, tudi nasprotje, tudi recimo tekoče blato, driska. Tako. Zdaj, kot sva rekla na začetku, je prebavni sistem nekak stresni organ, pri nekaterih bolj, pri drugih manj. In seveda v vsaki spremembi pride tudi do spremenjenega delovanja. In seveda zdaj, če se vrneva nazaj na ta popraznični oziroma praznični čas, to pomeni večinoma, da človek spremeni dnevno rutino, spremeni način prehranjevanja, ne nazadnje se spremeni dnevni ritem v tem smislu, da nekateri več spijo, nekateri manj spijo, nekateri več hodijo, nekateri manj hodijo. Skratka, vse to pomeni na nek način spremembo in ta sprememba je pravzaprav že na nek način stres, ki lahko vodi v spremenjen način odvajanja. Ne nazadnje so v takih primerih tudi vrste hrane lahko drugačne, količine hrane so drugačne, ne nazadnje količine in vrsta tekočine, ki jo uživamo ob takih dneh, in vse to vpliva na to, da človek odvaja na različni način in lahko tudi pospeši prebavo. Poznamo tudi ljudi, gotovo jih je med poslušalci veliko, ki v stresni situaciji kar naenkrat čutijo nenadno potrebo, da morajo iti na blato, in je to v bistvu stresni odgovor na, odgovor na stres s strani prebavil. To je pa hitra prebava, ali tako bi rekli. Tako kot nekateri, če kam grejo, naprimer na dopust, ne morejo odvajati cel teden, recimo, in šele potem doma, je to spet odgovor na spremembo okolja in vsega, kar sam paše. To je zdaj razlog, kako si tu pomagati, to je pa zdaj tisto odgovor za $1 milijon. Ampak gremo najprej k vprašanjem poslušalcev. Torej 01 512 10 00, telefoni so zazvonili, z nami je najprej gospa Bojka. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Jaz sem glih probleme, ko govori gospod doktor, ne? Ja, povejte. Jaz sem imela že 5-krat to kolonoskopijo. In že na Bledu sem ugotovila, da imajo noter neke zarastline, ne vem, to doktor bo vedel po črevesju. In sej grem jaz zdaj na blato zjutraj, vsako jutro, ampak včasih sem zaprta, včasih pa moram spiti kaj več mleka, da gre lepo bolj redko to blato, da se mi ščisti. In zjutraj na tešče jaz pijem ta kefir, imam te gobice, sama delam kefir doma in pa gre malo boljša, ampak se mi črevo ne sprazne do kraja. Imam probleme. Ja. Kaj bi bilo to? Tako, zdaj vi ste povedali dve stvari. Eno je to, da vam pomaga nekaj, kar je treba dodati, zato da gre blato hitrejše, a ne? To se pravi, vemo, da mleko oziroma mlečni izdelki z laktozo, predvsem pri osebah, ki imajo težave s toleranco z laktozo, kar pomeni, da slabše prenašajo, imajo lahko ob tem tudi driske ali pa bolj redko blato, in to je za vas ugodno. Po drugi strani ste pa povedali, da se težko izpraznete, kar je pa v bistvu težava pri ženah pogosto, to se pravi nekje tam po 40. 50. letu se začne, ko se malo povesijo organi v mali medenici, med drugim tudi črevo. Ja, da vas malo prekinem, lahko. Lahko, ja. Jaz sem to inkontinenco, nimam več maternice, mogoče tudi to vpliva. Tudi to pri ženah, ki nimajo maternice, ki je bila odstranjena zaradi različnih vzrokov, vemo, da je teh težav, ki jih vi navajate v smislu motenj izpraznjevanja, pomembno več. Zdaj, če so te težave samo tako, da so včasih, potem rečemo v redu, ni to nič nevarnega, ni to nič hudega, včasih pa je to tako hudo,
da v bistvu se s tem skoraj, da bi se reklo, ne da živeti, ali pa to toliko vpliva na to, da človek ne more kamiti, da se v bistvu izogiba, da pridejo še neke druge težave. V tem primeru pa potem svetujemo neke preiskave in ne nazadnje včasih celo tudi operacijo, kjer s operacijo popravimo to črevo, ki se poveša. Ampak tako kot vi poveste, zaenkrat mislim, da je to v redu, tako da s prehranskimi dodatki lahko veliko naredimo in si v bistvu s tem vi kar lepo že pomagate. Tako da... Še nekaj prekinem. Ja. Ja, pa ko dosti mleka spijem, da grem na blato, ne? Potem je pa iz želodca mi hodi gor. Pa imate pa kislino, a ne? Kislino, ja. Tako. Zdaj, mi priporočamo seveda različne dodatke. Mleko seveda ni najboljša reč, zato ker mleko samo po sebi, tako kot sva že prej rekla, pogosto dela težavo, ali napihovanje, ali spahovanje, ali kislino in vse to. Tako da obstajajo druge substance, a ne, med drugim recimo magnezij oziroma donat, a ne, ki ima magnezij, ali pa magnezijeve šumeče tablete, eni uporabljajo s pridom, kakšni odvajalni čaji, ali pa drugi prehranski dodatki, kot je recimo trpotec. Kaj mi vi svetuje, kaj magnezij? Gospa, zdaj mi svetujemo vse od tega, vsak človek pa po svoje reagira na te substance. Tako da ne morem vam reči tole dejte, ampak lahko vam priporočim, kaj je mogoče in od tega boste vi zbrali tisto, kar vam bo najbolj odgovarjalo. Se pravi, treba malce preizkušati in potem se ja. vidi, kaj najbolje deluje. Ker to ni tako kot dioptrija, ker rečemo, vi rabite 2,5, a ne, in pol 2,5 je dovolj. Ampak v bistvu rečemo, tole je mogoče in nekaj od tega si človek pač izbere, lahko poskusi to, ono, drugo, tretje in tisto, kar nekako najbolj prijetno vpliva na način odvajanja, tisti je potem priporočljivo imati kar več skozi. Tako, dobro, hvala lepa za prvo vprašanje, gospe Bojki. Zdaj pa gremo kar k poslušalcu. Gospod Darko, lepo zdrav, dobro jutro. Dobro jutro, lepo zdrav. Takole bom rekel, koliko polipi oziroma velik polip naj bi imel, oziroma ga imam. Čakam na to operacijo, koliko to vpliva na zaprtje. Pa zaradi kislega mleka bi vprašal, kako je pa to dobro, recimo, za odvajanje. Zdaj bom vsem vas moral malo vprašati, kje imate polip? Na črevesju. Približno. Na debelem črevesju. Bolj na koncu ali bolj na sred? Bolj na sredini, verjetno. Bolj na sredini, aha. Je pa nekaj še z blatom, je nekaj narobe, ker je precej težko odvajam, trdo blato in na začetku je kar malo črno, tako mislim bolj temno, na koncu je pa svetlejše in na začetku so kar take bolj bobki. Vi zdaj čakate, pravite, na odstranitev tega polipa, ne? Ja. Ja, bo operacija ali bojo bom rekel, endoskopsko odstranili, kaj veste? Ne vem, dve sem prijavljen. Tam bojo, to se pravi, bo endoskopsko odstranili. Zdaj, drugo vprašanje glede kislega mleka, zdaj tako bom začel, sam polip ne vpliva na to, kako vi odvajate, razen če bi bil prav čist zadaj v zadnjem delu črevesa. In druga stvar, kislo mleko, to, kar sva že z gospo prej se pogovarjala, ne, mleko v bistvu ima svoje pluse in minuse, tako da kadar ima kdo težavo pri odvajanju, tudi tako kot vi pravite, svetujemo včasih dodatek nečesa, kar bo blato na nek način naredilo primerne konzistence. Zdaj to je spet trpotec, je ena taka substanca, ki je zelo učinkovita, a ne, je naravna, in na nek način naredi blato primerne konzistence, rečemo, oziroma trdote po celem. Tako da to je mogoče nekaj, kar lahko vzamete. Pa to, ki je recimo blato na začetku odvajanja tako bolj trdo, ker bobki so potem proti... Tako, sej za to pravim. Zdaj način prehranjevanja, zdaj jaz ne vem, koliko vi zelenjave jeste, pa koliko jo ne jeste, pa kaj imate rajše, ali bolj meso, ali bolj kakšen bel kruh. Veste, to so pol take stvari, ki lahko vplivajo na to, kakšne vrste blato odvajate in tudi koliko odvajate in kdaj odvajate. Tako da v bistvu je način prehranjevanja je pravzaprav tisti, ki odreja oziroma ki na nek način definira, kakšne navade imamo tudi pri odvajanju. Se pravi, polipi zelenjave pa sadje. Ja. Tako, ja. Najlepša hvala. Hvala vam, srečno, nasvidenje. Vse dobro, torej polip nima vpliva na to, prehrana pa ne.
Ja, polip je lahko, oziroma to je pač nek nenaravni izrastek v črevesu, ki, če je samo kot polip, večinoma ne vpliva na samo odvajanje, razen če je polip res čist v zadnjem delu črevesa, v danki, takrat lahko pride do sprememb v odvajanju in pa seveda, kadar so to tumori pravi, ne nazadnje tudi rakovi, takrat potem pride do sprememb v odvajanju, ampak bolj v tem smislu, da pride do nekih dodatnih težav, ampak tega je zdaj pri nas pomembno manj, odkar je program SWIT. Potem je takih pacientov, ki pridejo z nekim napredovalim tumorjem, v bistvu zelo malo. Zakaj se jih pa potem sploh odstranjuje? Vsak polip je na nek način lahko vodi v rakavo bolezen. Zato je tako pomembna ta preventiva. In če najdemo polipe, jih vedno tudi odstranjujemo, tudi če niso še nevarni. Lepo zdrav, gospa Marija, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz pa tudi imam zaprtje in mi ne gre več blati drugače, da moram vzeti tablete ali pa si čaje kuvam pol pa na vodo moram si vzeti tablete, tudi da grem prav, pa žaludec me boli, vsako jutro me žaludec boli. Pol pa steroide imam tudi, in imam mazilo in se mi vidi, da dobim srbečico po mazili. Pa celo telo tako je srbečico. Ja, koliko ste stari, gospa, če smem vprašati? Ja, 84. Aha, fino. A veliko zdravil jemljete? Ja, bila se kapa požiralsko. Tudi, aha. Ja, po kapi da je hudo ljudje boli, pa je perico vzdolič, pa nema sodna mantra, tudi ne, pa noge je tako gritevka. Fino, a kakšna zdravila jemljete, gospa? Jemljem pa zdravila zdaj proti srčku. Aha, te za proti starjevanju krvi, ja? Ja, te pa manj, te se pa rečajo. Pa še kakšne druge zdravila jemljete? Ja, za želodec jemljem. Za želodec, ja. Ja, pa proti bolečinske. Pa proti bolečinske, ja, fino. Je pa pradaha proti srčku. Tako, lejte, gospa, zdaj bom kar začel tako, starostjo se v telesu vse stvari malo upočasnijo, in med drugim se upočasni lahko tudi prebava. Kadar pa pride še kakšna bolezen, tako kot je pri vas, ko vas je kap, ste rekla, ali pa so še druge bolezni, kakšne predvsem nevrološke, ki zahtevajo zdravljenje s posebnimi zdravili, recimo Parkinsonova bolezen, demenca, in take stvari. Vse to v bistvu dodatno upočasnjuje presnovo. Tako da mi vemo, da pri starejših ljudeh je potrebno sproti na nek način prilagajati način življenja, ne nazadnje tudi način prehranjevanja, vnos tekočin, sade, zelenjave, dodajanje recimo prehranskih dodatkov, tako kot smo že prej večkrat rekli, ali je to kakšen donat, ali je to kakšen sirup, ali je to kakšen čaj za odvajanje, ali je spet trpotec omenjam, ker je to nekaj tako zelo enostavno splošnega. Včasih so to kakšni jogurti, kefiri, skratka množica enih stvari, ki lahko pomagajo pri tem, da tudi starejši ljudje normalno odvajajo. In seveda težav s prebavili in tudi zadnikom je žal starostjo več. Tako da včasih je enostavno treba življenje prilagajati temu, kakor nas uči. Zdaj, če nas boli hrbet, pol vemo, da ne moramo več težkih bremen dvigovati, če nas boli kolen, vemo, da ne moramo teči, in seveda, če ne vidimo dobro, moramo dati očala gor. In enako velja za prebavila. Z leti se pač stvari na nek način spreminjajo in seveda pridejo razne težave, tako kot je gospa lepo rekla, malo želodec boli, težko odvaja, zadnji nekaj ven štrli. Tako da to so vse neke zadeve, ki nastanejo z leti in kakšne stvari lahko rešimo, kakšne stvari pa ostanejo in nas spremljajo, tako kot bolečina v križu ali pa v kolku. Treba s tem živeti. Pač s tem na nek način treba živeti, seveda, če pa so težave hude in omejujejo življenje močno, tako da v bistvu človek, ne vem, ali so kakšne bolečine, ali so kakšne hude krvavitve, temu rečemo pa alarmantni znaki, govorimo o težavah s trebuhom pa zadnikom, potem je pa seveda že čas, da se posvetujemo z osebnim zdravnikom,
in morda tudi obiščemo specialista, zato da se ugotovi, kaj je narobe. Tako, tole že vprašanje, kdaj res k zdravniku? Lepo zdrav zdaj le na Ptuj. Gospod Marjan, dobro jutro. Dobro jutro, dober dan, lepo zdrav. Dobro jutro. Mene zanima, jaz sem bil pred 2 leti ker sem bil v tem programu Svit. Je to treba pokličajo ali se moraš sam pol na novo pregledati, ker to je bilo pred 2 leti, ni bilo kakve posebnosti. No, hvala za vprašanje. Kako zdaj naprej, ne? Ja, pa še drugo me zanima, imamo refluks, pa na koliko časa bi bilo, vem, ni prijetno, ampak kakšne hujše posebnosti tudi ni za trebuh, na koliko časa bi bilo kaj gastroskopije dobro iti. Hvala, bom poslušal po radio. Ja, hvala. Zdaj, prvo vprašanje je enostaven odgovor. Vsake 2 leti iz programa Svit pošljajo vabilo za ponovno udeležbo oziroma za oddajo vzorcev. Vkolikor ne pošljajo, se lahko zgodi, seveda to je mogoče, je lepo jih pokontaktirati, pa prositi, da ponovijo, razen če je bilo kaj drugega vmes. Vsaki 2 leti. Vsaki 2 leti. Drugo vprašanje pa je vezano na refluks. Zdaj, kadar gre za hujši refluks, običajno pacienti so v nekem programu sledenja pri zdravnikih, specialistih, gastroenterologih in oni v bistvu na nek način sugerirajo, kdaj bi bilo potrebno napraviti kontrolno gastroskopijo. Vkolikor pa ni večjih težav, pa seveda gastroskopija ni potrebna. Gre le tudi za poseg, ne? Tako, ki ni prav prijeten. Ni prav prijeten, ampak vendarle. Vendarle. Tako, gospa Marinka, pozdravljeni. Ja, dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Gospod doktor, jaz bi vas povprašala, meni pa po trebuhu že dalj časa skozi ropota, mene zbudi po noč, ali pa mislim, da nekje rulete gor vlečejo. Ja, to me zelo moti, ker me skozi to ropota. Po noč in po dnev, ne čisto vsako minuto, ampak zelo veliko. In to dosti na glas. Dosti na glas, ja. Aha, prav. Kaj bi to bilo? Najprej vas bom vprašal, gospa, koliko let imate? 77. 77, v redu. Ja. Kuhate sami? Ja. No, fino. Kakšna zdravila jemljete? Samo Konkor. Samo Konkor. Drugače recimo odvajanje na blato greste v redu? Ja, tako kot ste razlagal, grem vsak dan skoraj, ampak bolj na težko. Izpraznem se ne. Ja. Prav. Lejte, zdaj bom bolj splošno odgovoril, zakaj lahko gre. Zdaj, ena od stvari je, ki se odraža seveda tudi na prebavnem sistemu. Najprej je to, kaj jemo, ne? In tako, kot sem prej že malo razlagal o mleku, da lahko dela napihovanje, pa kakšne druge stvari, so druge vrste hrane, ki lahko pospešijo prehod črevesne vsebine in kadar je prehod črevesne vsebine zelo hiter, potem se to sliši kot pretakanje, ne? Temu rečemo, se veste, tako kakšnemu črvič po trebuhu, ne? Pa rečemo ta ampak to je zelo na glas. Lahko. A ste vi bila kdaj še kaj operirana v trebuhu, gospa? Ja, tako kot ste že tudi eno gospo, jaz imam vse ven. So vam vzeli rodila, ja. Tudi hemoroide sem imela, ampak zdaj se je to ustavilo. Ampak drugače pa jaz največ jem zelenjave in sadja. No, sej to sem hotel prej le malo nadaljevati, v bistvu predvsem sveže sadje in zelenjava. In predvsem pri zelenjavi, ki je recimo zelje, ohrovt, kakšen brokoli, pa take podobne stvari, fižol, vse to v bistvu dela v črevesju tudi veliko vetrov. Se veste, zdaj smo vsi sovražniki krav, zato ker producirajo veliko plinov. Ne, govorim zdaj to malo za heca, malo za šalo, malo za res, ampak v resnici zato krave pač producirajo veliko plinov, ker jejo samo zelenjavo. In seveda ljudje, ki jejo več zelenjave, imajo več plinov, se tvori v črevesu in seveda občasno in običajno imajo tudi več vetrov. Tako da, kadar je tako pretakanje zelo izrazito, potem svetujemo malo pogled v način prehranjevanja, to se pravi vedno rečemo mleko, kava, sveže sadje, sveža zelenjava in pogledati, kaj od tega jemo in če je tega več, kot mislimo, da bi bilo čisto najbolj prav, potem lahko malo to zmanjšamo.
Aha. In če imate težave z odvajanjem, kar je seveda običajno vzrok, da ljudje posegajo bolj po zelenjavi in sadju, pa spet svetujemo rajš kaj drugega, spet sva pri magneziju, kakšnih odvajalnih čajih, trpotec, in ne nazadnje včasih pride upoštev tudi kakšen odvajalni sirup, ampak to morda, če ne gre drugače. Tako da spet vas isti ta postopek, tako da to vam jaz svetujem, da malo se pogledajte, kaj jeste in kdaj se vam bolj pretaka in pol boste tudi vedeli, kaj vam v bistvu škoduje. Hvala lepa za vprašanje. Gospa Marinka se je že poslovila, zdaj gremo pa v Mursko Soboto, kjer pa je na zvezi gospa Marija. Dober dan. Dober dan. Jaz sem stara 84 let. Lepo. Imam težave z odvajanjem že dalj časa. Imam pa le v enem delu, imam torej osteoporozo in imam v enem delu polomljene, tako rekoč, vretenca 1, 2, 3, 4, 5. No in nikoli ne grem zjutraj skoraj na blato, ampak vedno nekje čez dan mogoče, če mi uspe. Ja. In to težko. Zelo težko. In obenem tudi se mi dogaja zdaj, ko imam to polomljeno, da se mi to seseda ta hrbtenica, da se mi nekje naredi, tako tu spode v dimljah oziroma tu takoj zadaj, če se primem pod zadnico pri nogi, kar tam se mi kot ena bula naredim in tisto potem tudi čutim, ko se je tam ustavilo blato. In potem si kar mehanično takole od zunaj tako masiram, da si, kot bi si potiskala proti rektumu. Ne? Tako, ja. Ja, in to. In uživam tudi tu in tam zdaj, ko sem to slišala, magnezij, donat, to vse pijem, mleka skoraj nič ne, kave tudi ne, jem zelenjavo, sadje, ampak s tem so hude težave, ker včasih tudi do 3 dni tudi nisem mogla iti recimo na blato, ampak zdaj pa sem kar naenkrat se spremenilo nekaj spet, da naenkrat imam tudi normalno grem celo in ni treba nič mehanično od zunaj masirati, ampak je tudi premehko blato. Se je nekaj spremenilo. Prosim? Se je nekaj spremenilo, torej, ja. Ja, malo nekaj se spremenilo in to se meni menjava dosti krat. Zdaj vas zanima, kaj storiti, ne? Kako pomagati? Zdaj spet se vrnemo k temu, kar jemo, to tudi izločamo na nek način, to se pravi način prehranjevanja večinoma odreja način odvajanja, vkolikor seveda ni samo način prehranjevanja, je treba nekaj dodati, to smo že večkrat povedali. In tisto, kar delate, morate delati ves čas. Če vam pomaga pitje donata ali pa jemanje magnezijevih tablet, morate to delati vsak dan. A vsak dan? To je tako kot očala. Veste, zdaj včasih se moji sodelavci hecajo, ker spet bo o očalih govoril, ker če rabimo očala, pol jih moramo imeti skozi gor. Veste, ker če jaz dam očala dol, ker jaz tudi nosim očala, veste, če jih dam dol, pol grem lahko kar iz službe domov, ker nič ne vidim. In seveda, če jih dam doma gor, pa pol grem v službo brez njih, pol mi to nič ne pomaga, če sem jih imel doma gor, pa jih v službi nimam. To se pravi, očala so pomagalo za oči, medtem ko so odvajala pomagalo za črevo. In če rabimo pomagalo, pol ga rabimo skozi. Slušni aparat moramo imeti gor, zato da dobro slišimo. Če ga imamo v predalu, nič ne pomaga. In velja isto za odvajala, če so doma v predalu, za vsak slučaj, nam nič ne pomagajo. Torej, redno pitje donata. Nek dnevni ritem, ki vam bo pomagal, da boste uravnavali presnovo, prebavo in tudi odvajanje. To, kar ste pa omenili na začetku, da morate kam pritisniti, je pa to tisto, o čemer sem malo na začetku govoril, to so motnje izpraznjevanja, ki so pogoste pri ženah, še posebej pri starejših in pri tistih, ki so imeli ginekološke operacije, kjer je bila odstranjena maternica zaradi kakršnih koli vzrokov. Se pravi, če bi bilo pretežko, je možen tudi kirurški poseg. Tako, ampak to, ko je gospa povedala, jaz mislim, da če bo se na nek način uredila, kar pomeni, da bo redno neke stvari počela, potem bo tudi odvajanje redno.
Hvala lepa za vprašanje in še k zadnjemu gremo v današnji svetovalnici. Gospa Majda že kar nekaj časa čaka. Izvolite, dobro jutro. Ja, pozdravljeni. Jaz bi pa rada vprašala, kako je s tole kolonoskopijo? A se tega se vsi bojijo, vsi pravijo, da je pač hudo, tudi jaz čakam na njo, pa me samo zanima, a se to kje z narkozo lahko naredi, gospod doktor, ki to ve, ali pa ne vem. Zelo se vito črevo in me je strah tega res. Hvala, gospa, za vprašanje. Zdaj, a vi ste že imela kdaj kolonoskopijo? Ne še. Dobar je. Znam pa malo tele težave, ki se opisujejo. Tako bom rekel, gospa, po naših izkušnjah je, da približno 80% ljudi ob kolonoskopiji nima posebnih težav in te ne govorijo o tem, da je huda kolonoskopija. Je pa nekaj tistih, ki imajo težave, to je večinoma tam nekje do 10, včasih do 15%, ki imajo pa več težav in tudi bolečine, te pa radi razlagajo o tem, kako je hudo. In seveda se potem ta sloves boleče kolonoskopije širi na ta način okrog in seveda te pogosto rečejo, jaz ne bi šel nikoli več, seveda kolonoskopija je preiskava, ki zagotovo jo ne delamo zato, ker bi radi komu škodo delali, ampak zato, ker mislimo, da s tem lahko preprečimo bolezni. Tako da kolonoskopija v večini primerov ni boleča preiskava, je lahko neprijetna, tako kot so vse preiskave, kamor nekaj noter žokamo, tako da to je žal tako. In druga stvar, lahko, gospa, če sicer niste še imela kolonoskopije, potem običajno ni mogoče dobiti, rečva temu, na napotnico kolonoskopije v sedaciji oziroma z narkozo, kakor ste vi rekli. Če pa si to želite, pa lahko se prijavite na kolonoskopijo, kamorkoli, ne vem, če je počist posod, v naši ustanovi je to mogoče, pa lahko rečete, bi prosila kolonoskopijo v sedaciji, kar pomeni, da včasih morate to si tudi sami doplačati ob kolonoskopiji, ki sicer na napotnico. Praksa iz tujine, še to mogoče povem, lahko nasplošno, je, da je v bistvu približno v nekaterih deželah tudi 90% endoskopij, ne samo kolonoskopij, ampak tudi gastroskopij napravljenih v sedaciji. To je pač tako, kot pri zobozdravniku, včasih nam na živo vrtali, zdaj nočemo, da nam se dotakne zoba, preden nam ne da anestezije, in obstajajo že zobozdravniki, ki prav tako dobiš pravzaprav neke vrste narkozo. Je pa to splošna narkoza? Ni splošna narkoza, temu rečemo sedacija po strokovni plati, kar pomeni, da ne prava narkoza pomeni, da bi moral dobiti tudi cevko za dihanje, ampak je v bistvu toliko velik odmerek pomirjeval, da v bistvu človek se ne zaveda tega, da je bila preiskava narejena. Tako da to je, temu rečemo sedacija oziroma neko umirjanje in protibolečinska terapija. Tako, kaj pa, gospa Majda se je že poslovila še to po samem posegu, kako je z bolečinami? Običajno po posegu ni nobenih bolečin. Je tak mal neprijetno občutek, ki pa izveni v nekaj urah. Tako, se izgovoren podatek je, da 80% nima težav, torej velika večina. Najlepša hvala. Primarij Valentin Sojer za vse odgovore, veliko jih je bilo in poslušalci sodelujejo, torej očitno prava tema v pravem času. Vse dobro vam in vašim sodelavcem na medicinskem centru Jatros in nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.